Prireditvi Zasavc leta. Veseli smo, da ste svoj čas namenili nocojšnjemu druženju. V imenu uredništva, po novem le še spletnega časopisa Savus, velja poseben pozdrav nominirankam in nominirancem za Zasavko in Zasavca leta 2023. Marjeti Hribar, dr. Špeli Režun, Istoku Kovaču in dr. Urošu Ocepku. Niki Barič pošiljamo pozdrave na Poljsko, Primožu Zelenšku pa v Avstrijo. Niko bo danes zastopal njen brat Nejc, Primoža pa predstavnica podjetja Čipolo, Ajda Kopušar. Vsak od nominirancev je na svojem področju izjemen, odličen, poseben in uspešen. Dva od njih bosta postala Zasavka in Zasavc leta 2023. V upravnem odboru Akademije Zasavc leta so se odločili, da bodo odslej ločeno izbirali Zasavke in Zasavce leta. Nekdanje Zasavce leta, nekateri bodo imeli danes tudi nekaj dela, bo posebej pozdravil predsednik upravnega odbora Akademije Zasavc leta. Meni pa dovolite, da v naši družbi posebej pozdravim podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije in župana občine Zagorje ob Savi, Matjaža Švagana. Podžupanjo Trbovelj Vesno Jesih, direktorico občinske uprave Hrastnik Ivano Asajet ter poslanca Teodorja Uraniča in Soniboja Knežaka. Toplo pozdravljeni tudi vsi, ki cenite zasavsko odličnost in ste nocoj z nami. Danes bo naša prireditev v kulturnem delu obarvana z glasbo. Z nami so člani Delavske godbe Trbovlje, ki jih vodi Jože Kotar, tudi nosilec naziva Zasavc leta 2020. Godbeniki so tako odlično pričeli današnjo prireditev. Prepričani smo, da bomo danes ponosni, ker smo Zasavci, živimo namreč sredi Slovenije. Zasavje je lepo in Zasavci smo uspešni na veliko področjih življenja in dela. Za začetek letošnje razglasitve Zasavca leta 2023 pa predajam besedo predsedniku Akademije Zasavc leta, gospodu Vinku Žagarju. Lepo prosim. Dober večer in lepo pozdravljeni v imenu Akademije Zasavc leta. Zasavju ne manjka odličnosti in ljudi, ki s svojim delom premikajo meje, tako v Sloveniji kot po svetu. Današnja Zasavca leta se bosta pridružila dosedanjim, bolj natančno moram reči, današnja Zasavka in Zasavc leta. Odločili smo se namreč, da odslej posebej izbiramo Zasavca in Zasavko leta. Med nami še posebej in z veseljem pozdravljam dosedanje Zasavce leta, ki so se nam danes uspeli pridružiti. Dr. Jureta Kneza, Andreja Orožna, Simona Tanška, Gašparja Ovnika, dr. Mašo Jazbec, Tomaža Brginca, Jožeta Kotarja in Vladota Poredoša, ki bo tudi današnji slavnostni govornik. Ostali Zasavci leta so se nam opravičili zaradi tega, ker so v tujini ali pa zaradi bolezni. Za naziv Zasavc leta in letos tudi Zasavka leta so vsakokrat nominirani odlični kandidati, od katerih si naziv vsak po svoje resnično zasluži. Tako in tudi tokrat. Zato iskrene čestitke vsem nominirancem za njihovo izjemno delo. Letos je imel upravni odbor Akademije Zasavc leta pravzaprav tako kot vsako leto izjemno težko delo, saj je bilo leto 2023 polno izjemnih dosežkov naših ljudi na različnih področjih. Težko je bilo izluščiti po 5 imen, ki smo jih predali v odločanje dosedanjim dobitnikom najvišjih zasavskih priznanj.
Ti so izbrali po 3 nominirance. Upam, da smo se vsi skupaj dobro odločili. Ob tej priložnosti bi se seveda rad zahvalil gonilni sili te prireditve in izbora, ki skupaj s sodelavci opravlja ogromno delo. Glavnemu prisavusu Marko Planincu. Marko, hvala ti. Drage obiskovalke in obiskovalci, Zasavci preteklih let in drugi cenjeni gostje, hvala, da z nami praznujete zasavsko odličnost. Zdaj pa na oder vabim podžupanjo občine Trbovelj, gospo Vesno Jesih, in jo prosim za nekaj pozdravnih besed. Vesna, izvoli. En lep dober večer vsem skupaj, spoštovani poslanci v Državnem zboru, spoštovani župan Zagorja Matjaž Švagan, predstavniki sosednjih občin, Zasavci preteklih let, predsednik Akademije Zasavc, sodelavci Zavoda Savus in seveda vsi nominiranci za Zasavca leta 2023. Dobrodošli v Trbovljah v Delavskem domu. Jaz sem zelo vesela, da sem nocoj tukaj, ker ta teden je ves teden nekako v znamenju tega Zasavja oziroma skupnega nastopa. Če kdo ne ve, na sejmu Alpe Adria se 3 zasavske občine skupaj predstavljajo letos po kar nekaj časa in jaz mislim, da je to en signal ne nam, ki smo tukaj, ki se tega zavedamo, ampak morda tistim, ki so zunaj, ki se ne zavedajo tega, kako pomembno je, da nastopamo skupaj, saj vsak sam ne more nič, skupaj pa smo lahko zelo močni. Ko sem danes razmišljala o teh naših letošnjih nominirancih, sem zelo vesela, ker vse osebno poznam, nekatere že nekaj desetletij, se lahko reče, in vsak je na svojem področju, tako kot rekla Karmen, izjemen. Naj si bo to na kulturnem, športnem, gospodarskem, socialnem ali vzgojno-izobraževalnem področju. In tudi vaš dan ima samo 24 ur, tako kot naš. In jaz sem prepričana, da to, kar ste naredili, kar ste ustvarili iz svojega dela, iz svojega življenja, ni nastalo čez noč, ampak gradite vsak trenutek teh vaših 24 ur. In jaz želim vsem nam, ki smo v tej dvorani, da tudi najdemo te trenutke in iz njih skemo nekaj izjemnega. Pa ne zase, ampak za Zasavje in za družbo. Tako da, Zasavci, jaz vam kličem samo en pogumen, srčen, srečno.
Hvala Delavski godbi Trbovlje in dirigentu Jožetu Kotarju, še se nam bodo pridružili. Prehajamo k predstavitvi nominirank in nominirancev za Zasavko in Zasavca leta 2023. Širši izbor nominirancev zadnje je opravil Upravni odbor Akademije Zasavc leta. Ožji izbor po 3 nominirancev med Zasavkami in Zasavci pa so opravili dosedanji Zasavci leta. Vsi letošnji nominiranci bodo prejeli lepo oblikovana priznanja, ročno delo steklarskega mojstra Rada Kališnika. Napise je v les vgravirala Regina Brečko Bukovec. Vsakega nominiranca bomo povabili na oder in ga predstavili tudi s kratkim intervjujem. No, ne smemo pa pozabiti tudi tistih, ki so zaupali našemu projektu. Prireditev Zasavc leta 2023 so podprli Eti iz Lake, Občina Trbovlje, Občina Hrastnik, Občina Zagorje, Zavarovalnica Triglav, Hilman Zagorje, AGM Nemec, Devesoft, Jeger Zagorje, Spektra 9, Dol pri Hrastniku in Delavski dom Trbovlje. V imenu organizatorja Zavoda Savus se vsem iskreno zahvaljujemo. Nominiranke in nominirance bomo predstavili po abecednem vrstnem redu. Seveda bomo dali prednost damam. Prva nominiranka je Nika Barič. Niko Barič so aprila 2023 izključili iz reprezentance Slovenije po 16 letih igranja za reprezentanco Slovenije, potem, ko je bila od leta 2017 kapetanka. Vzrok, zapis na Facebooku. Tam je pohvalila rojaka iz Trbovelj, trenerja Damirja Grgiča in brez dlake na jeziku posredno kritizirala odločitev KZS, da so ga zamenjali kot selektorja Slovenije. Eno najboljših slovenskih košarkaric so odstranili iz reprezentance 2 meseca pred Evropskim prvenstvom v Sloveniji. Nika Barič je tudi kot kapetanka reprezentance večkrat glasno povedala, kaj je prav in kaj ne. Tudi po izključitvi je jasno pojasnila, da je bila, ne glede na vse, še pripravljena igrati v reprezentanci, da ni proti nikomur in da bo še naprej navijala za Slovenijo. Nika ima klubske obveznosti v svojem klubu na Poljskem, je pa z veseljem med nas poslala svojega brata, tudi profesionalnega košarkarja Nejca Bariča. Z njim se bo pogovarjala novinarka Mateja Leskovšek. Večer vsem skupaj, Nejc tudi vam. Dober večer še z moje strani. Ja, torej Nike ni z nami, je pa z nami Nejc, brat, ki je tudi dober košarkar, ne Nejc? Pravijo tako, no. Ja, tudi vi. Nejc, malo sem poklicala okoli, ko sem izvedela, da Nike ne bo z nami, da boste vi tule na odru. In ko sem sogovornike spraševala, kako kaj Nika in njen brat, v kakšnem sta kaj odnosu, se razumeta, mi je človek, ki smo ga že omenili in za katerega se je Nika precej potegnila, rekel tole: brat je vse. Tega si seveda vsi starši na svetu najbolj želimo, da so otroci povezani, ampak zdaj bi pa rada od vas slišala, kakšen je ta odnos med vama z Niko. Odnos je tak, midva smo prej otroka, ko karkoli ostalega, tako da odnos je otroški, skozi se zabavava. Se pravi, če vas vprašam zdaj, kaj je bolj v ospredju, ko vam nekdo omeni Niko, to, da je izvrstna vrhunska športnica ali to, da je vaša sestra, s katero ste kaj ušpičila verjetno? Prvo to, da je moja sestra, potem pa vse ostalo, no, mislim, da bi mogli tako biti za vse ostale tudi. Tako da prvo človek, pa potem športnik. Super.
Ponosni ste pa na njo verjetno do neba pa nazaj. Ja, ne rabim izgubljati besed. Ja. No, menda ima to, da je zelo direktna, če lahko rečeva, da ima knapovski značaj, a ne? Da ima to po očetu, a to drži. Ja, to sem tudi jaz ko slišal, no. Še ko je No, Brca. ampak z prve roke nam povejte. Ja, Je res. je brez lake na jeziku, ja, to No, lahko super. potrdim. No, ampak vseeno greva malo na tisto, kar smo omenili, izključitev iz reprezentance, kako ste vi to spremljali, mogoče takrat in danes, kako na to gledate? Ja, očitno Nika nima rada grškega sira, tako da feto, ja, tako. Ampak ne, mislim, od začetka takrat še sam nisem vedel, kakšna je situacija, no. Ampak ona bo najbolj vedela, kakve so bile takrat okoliščine znotraj garderobe oziroma ven garderobe, tako da jaz No, si ampak povsem takrat- zaupam. Ampak takrat ste bili ponosni ali ste rekli, sestra, kaj počneš? Ja, prvo sem se vprašal, sestra, kaj počneš, ampak potem sem ji zaupal s tem njenim instinktom, ki ga ima in mislim, da se je odlično in pa seveda pravilno odločila. Super. To, da ste vi košarkar, je njena krivda? Ja, Je. 1-1, še gresta kdaj? pa če iskreno povem, mislim, da nikoli nismo šla, no, da bi igrala ena, ne. A ne, dobro. Mogoče kakšne trice proste mete, tam je vedno dobila, no, ampak 1-1 pa ne vem, no, sem No, ne, super. malo jači od nje, tako da. Ja, no to je enkrat tudi v enem intervjuju povedala, ne, da potem, ko ste postali malo močnejši, da ni šlo več. Dobro, Nec, hvala lepa. Zdaj vam bom predala še priznanje za nominacijo. Seveda, Niki, predajte čestitke in hvala lepa za tale pogovor. Najlepša hvala tudi vam. Hvala lepa. Prvi nominiranec za Zasavca leta po abecedi je Iztok Kovač, plesalec, koreograf, pedagog in umetniški vodja, ki je v letu 2023 prejel najvišje priznanje za plesno dejavnost v Sloveniji, nagrado Ksenije Hribar za življenjsko delo. Nagrado je prejel za izjemen opus plesnega ustvarjanja s prepoznavno poetiko in plesnim mojstrstvom na filmskem in audiovizualnem področju. Ni zgolj vrhunski ustvarjalec, čigar opus se razteza čez več desetletij, temveč pogonska sila slovenskega sodobnega plesa, ki mu je z vztrajnostjo in vizijo uspelo utreti pot na evropske odre in obenem spremeniti način razmišljanja o zasebnih institucijah na področju umetnosti. Prav posebno mesto v Kovačevem opusu zavzemajo plesni filmi. V zadnjem obdobju Kovač intenzivno raziskuje in ustvarja v 360-stopinskem VR mediju. Z njim se bo pogovarjala novinarka Mateja Leskovšek. Dober dan, Iztok Kovač. To, da ste izjemen plesalec, koreograf, umetniški vodja, vse to vemo, da ste Trboveljčan. Zdaj, ko ne živite v Trbovljah, ko ste videli precej sveta, kako gledate na Trbovlje, vaš domači kraj? Je to kraj, kamor se radi vračate, ali je to kraj, za katerega rečete, hvala Bogu, da sem se odselil? Ne, že moj opus plesni in predvsem filmski govori o tem, da so Trbovlje vedno bile nekaj zelo pomembnega za mene, kam sem se vedno vračal, iz kjer sem vedno črpal in še danes je tako. S tem, da ne živim več danes jaz ne živim tukaj, živi pa moj sin v Trbovljah. To je pa zanimivo. In se tukaj, sem se torej zelo velikokrat potem vračate, predvidevam? Včasih se več, Aha. zdaj se pa... Občasno pa še. Povejte mi, kako pa zdaj gledate na Zasavje, da ne rečem samo Trbovlje?
Zasavje se je spremenilo. Ko so tiste klopce dol pred pošto postavljali, ne, je bilo treba nekaj napisati, ne, pa sem rekel, sem zdaj študiral, kaj že dol piše, pa sem pozabil, ampak nekaj v tem smislu, da sem mogel v svet, da sem videl šele, s kje prihajam, ne. In dejansko se tako to mi ponavlja, ne, da mi je vsa ta izkušnja tujina, da sem živel tam in delujem ves čas v tujini, se je zgodilo to, da zelo veliko ljudi pripeljem v Slovenijo ali pa tudi v Trbovlje, ne, tujcev, ne, sploh danes, ki je tukaj globalno vse skupaj postalo, ne, in so vse te mednarodne mreže, v katerih smo konstantno udeleženi, ne, in to, da večina tujcev popolnoma navdušena nad tem, nad Slovenijo ali pa če jih pripeljemo v Zasavje, ravno tako, ne, in to se mi zdi en tak lep kos sveta in sem vesel v bistvu, da sem Slovenc, Zasavc, Trbovec in da imam možnost ljudi pripeljati in jim odkrivati to. No super, to je zelo lepo slišati, včasih tisti, ki živimo tukaj, kar malo pozabimo. Istok, zavrtiva čas za leto dni nazaj, tisti, ki so takrat sedeli v tej dvorani, ob kulturnem prazniku so lahko videli vašo predstavo. Takrat ta predstava je bila vrhunska, izjemna, takrat sem ugotovila, da sva oba otroka iz Krašice. No, ampak takrat je bilo na odru tudi nekaj golote. Verjetno bi bila tudi brez tega predstava odlična, ampak to je bilo tisto malo popoprano, tisto mogoče malo po robu. A je to, da hodite po robu ves čas ali pa velikokrat to, kar vas dela izjemnega? Sodobna umetnost ali pa polje, v katerem se gibamo, je hoja po robu kot taka, ne? Ni institucionaliziran sodobni ples, ne? Nimamo zares šole, nimamo zares teatra, ansamblov, nimamo konstantne publike, nimamo vsega tega, kar ostale umetnosti imajo, ne? In že to je hoja po robu, ne? To, da pa recimo, ja, če ste omenili golota, to se mi nekaj naravnega, ker telo, plesavčevo telo je inštrument, kot tale obo ali pa, kaj so bile tukaj, flavte, klarineti, ne, Jožetovi. Telo je inštrument in ne smete biti sram telesa, ne. Če avtor presodi, ali pa če delo zahteva, da je pač golota na odru, je golota na odru, to pomeni, da je to kostum, ne, da je to del tega, ne, in predstave in mislim, da ni noben problem, ne. Predvsem bolj to, ne, ki ste rekli, zdaj imamo Zasavca pa Zasavko, ne. Jaz mislim, da bi tudi cerkev mogla goloto počasi vključiti noter, ne, če jo je že eliminirala, ne, pa tako naprej, in ženske. No, to je Istok Kovač. Istok je pa tudi menedžer, ste direktor Centra kulture Španski borci. Uživate v direktorovanju? Uživam v sodelovanju z ekipo 25 ljudi, ki so izjemni in jaz počasi že dajem od sebe stvari, tako da imam fantastično ekipo in sem zelo vesel in ponosen na njo. No, super. Samo še tole vprašanje, Istok Kovač, ko bo v penziji, kaj bo počel? Isto, kot zdaj. Isto, kot zdaj, super. Samo še priznanje vam podelim, velja, toliko še počakate. Druga nominiranka za Zasavko leta po abecedi je Marjeta Hribar, oblikovalka nakita iz premoga znamke Kolmi, ki je v letu 2023 prejela več prestižnih nagrad. Nagrada Leonardo da Vinci v Milanu, nagrada Pegasus v Benetkah, World Best Artist Prize v Palermu ter nagrada Michelangelo v Rimu. Marjeta Hribar širi zgodbo o premogu na povsem svoj način. International Prize Michelangelo, The Genius of Italy, je nagrada umetnikom v svetovnem merilu, ki s svojim ustvarjanjem v svetu vplivajo na spremembe v razmišljanju in smislu ljudi.
Prejela je tudi ponudbo, da bi lahko sodelovala na razstavi v Louvru v Parizu, pa finance v letu 2023 tega še niso omogočale. Z njo se bo pogovarjala novinarka Tatjana Polanc-Kolander. Dober večer, spoštovano občinstvo in dober večer, spoštovana Marjeta Hribar. Slišali smo, katere nagrade vse ste prejeli, kaj vam to pomeni in kako so vas sploh odkrili? Dober večer občinstvu in hvala za vprašanje. Glavno vprašanje, tudi meni je bilo osebno, ker v bistvu daskrat so me spraševali ravno to, a si se ti to prijavila na razpise, karkoli. Prišli smo do tega, da v bistvu glede na to, kako se v svetu oblikovanja stvari širijo, ideje se povejo naprej, če je zgodba zanimiva za več širšo publiko, in ravno ta sprememba, ki je recimo zgodba iz transformacije premoga kot ogljičnega nekega sredstva v čist neko tretjo obliko, naredi wow efekt. In ta efekt recimo je bil tista stvar, ki je recimo prinesla ta način presenečenja, ki ga recimo lahko umetnost v trenutnem svetu dela. In naslednje vprašanje se zelo navezuje na to, namreč izpod vaših rok so nastali med drugim lepotna krona, srce Prometeja Rudarja, kipci za športnika leta, medalja za evropsko žensko rokometno prvenstvo, segli ste celo do Hollywooda. Kako so se vam ponudile te možnosti sodelovanja? V bistvu zgodba o samem premogu je resnično zelo nenavadna, ravno zaradi tega, ker, kot sem že prej rekla, vsak, ki začne razmišljati o premogu, štarta z tem, da recimo so ga kopali rudarji, in te novega dneva, ki ga jaz namenjam premogu, nekako si nikakor nobeden ni zamislil. In zdi se mi, da recimo to širjenje, te nove zgodbe, ekološka načela in usmerjenost v prihodnost samega premoga in same ideje po sebi presega nekako nakit. In to recimo pa ponudi potem priložnosti, da jo še malce dlje razširimo in tako pridemo potem tudi do Hollywooda. Kako izgleda izdelovanje nakita, vaše delo? Je to enostavno, čisto ali zahteva tudi kaj fizične moči? Ja, včasih objavim tudi na kakšnih socialnih omrežjih kakšno svojo sliko in te ponavadi so zelo črne, tako da v bistvu sem tudi jaz recimo trenutno še vedno rudarka, lahko tako rečem. In glede na to, da je to kar fizično, od tega, da ga je treba nabrati, do tega, da ga recimo tolčem in imam uporabiti tako kladivo, kot recimo vsa ostala sredstva, lahko rečem, da ni pogosto, da sem recimo lepa na odru, večkrat sem pa črna v delavnici. Je to, da ste iz Zasavja morda bila ovira pri vaši poti do cilja ali je to vseeno, odkot ustvarjate, ki je vaš sedež zdaj v tem svetu globalizacije? Moj sedež bo vedno moj dom, tako da ovira to, da sem iz Zasavja. Zasavje mi je točno dal moje korenine, dal mi je premog, dal mi je to osnovno pozicijo, zakaj sem sploh začela in kaj delam. Tako da v bistvu iz kje ven bomo vedno šli, ampak najprej bomo ustvarjali tukaj en lep kotiček zase, za vse nas, za vse naše, ki jih imamo radi, ustvarjali bomo lep svet, potem bomo pa še drugim pokazali, kako lahko oni naredijo to. Še zadnje vprašanje. Koga od Zasavcev ali Zasavk bi si želeli v javnosti videti nositi vaš nakit? Ki ga še ne nosi. Ne vem, kdo ga nosi. V bistvu to vprašanje mi je bilo zelo zanimivo slišati in trenutno, jaz bi kar malo preskočila v čas, komu bi jaz dala ta nakit, da ga nosijo. Jaz bi mogoče dala, ne vem, vsem tistim, ki so ga včasih kopali, da vidijo zdaj to obliko. Tako da recimo meni se zdi tudi to, da bi recimo nekoč, če bi oni takrat vedeli, kakšno obliko bo pa zdaj premog imel, bi se mogoče tudi malo nasmehnala. Res je. Iskrene čestitke še enkrat za nominacijo in čast mi je, da vam lahko podelimo potem tudi priznanje. Hvala lepa. Hvala.
drugi nominiranec za Zasavca leta po abecedi je dr. Uroš Ocepek, ki je bil v letu 2023 uvrščen med 50 najboljših učiteljev na svetu, kandidat za ime leta na Valu 202 in za osebnost leta v časopisu Delo. Dr. Ocepek je učitelj na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, kjer poučuje računalništvo. V okviru projekta Učitelj sem, učiteljica sem je zmagal na slovenskem izboru za najboljšega učitelja. Za poučevanje na srednji šoli ga motivira svoboda, ki jo ima pri svojem delu. Všeč mu je, da uvaja novosti v pouk, rad poseže po nevsakdanjih pedagoških prijemih. Prizna, da mora redno spremljati novosti na področju računalništva, še posebej pa na področju umetne inteligence. Z dijaki ustvarja nove projekte, vsako leto ponuja dijakom nove možnosti in skupaj z njimi išče zanimive rešitve. Z njim se bo pogovarjala novinarka Tatjana Polanc-Kolander. Pozdravljeni. Dober večer, gospod dr. Uroš Ocepek. Slišali smo eden od 50 najboljših učiteljev na svetu. Kako tak učitelj ravna z dijakom, ki moti pouk? Povsem enako, kot če ne bi imel tega naziva. Velikokrat me sprašujejo v smislu, ti si najboljši učitelj Slovenije in tako naprej. Imam isto težave, imam isto negativne ocene, tako da, ja, še vedno grdo pogledam. Še vedno. Slišali smo tudi, da imate te svoje nepedagoške prijeme. Kakšne so te vaše skrite formule? Ja, prva zadeva, ki je najbolj pomembna, je to, da v resnici res poslušaš dijaka, ker pač dijak ima neko zgodbo, želi tudi povedati, se izpovedati in če nisi v prvem koraku človek, potem si samo eden, ki podaja znanje na nek star način. Danes mi zdi pomembno, da dejansko se res učitelj potrudi motivirati dijake, sicer so že motivirani na takšne in drugačne načine, ampak glede na to, da smo v instant družbi, moramo neprestano dejansko pokazati nase in pokazati, v katero smer naj bi šla družba. V enem od intervjujev ste enkrat dejali, da ste učitelji danes eden največjih influencerjev, vplivnežev na svetu, vplivate na dijake. Ali vplivate tudi na kolege učitelje? Vas morda sprašujejo po nasvetih? Ja, zagotovo marsikoga vplivam nanj, oziroma še bolj sem vesel, da se mogoče bivši dijaki odločijo za učiteljski poklic. Tudi to se v bistvu lahko na tak način pohvalim. Sicer pa veste, da jaz pravim, da tako kot ima mavrica barve cel spektr, mora tudi dijak imeti učitelja, ki uči na tradicionalni način in bolj inovativen način, ker to je družba. Šola je vedno družba v malem. Če bi izbirali romantična komedija ali znanstvena fantastika? Mislim, da vsi vejo znanstvena fantastika. Ali lahko umetna inteligenca zamenja učitelja? Ne more ga zamenjati, sicer verjetno obstajajo razne aplikacije, ki bi ga lahko nadomestile. Zdi se mi pa, da bi morali vedno pogledati, da je umetna inteligenca oziroma to področje nek sopotnik človeku in potem bi mogoče učitelj ne bil več podajalec znanja, ampak bolj mentor. Ker navsezadnje vse sodobne paradigme na področju izobraževanja govorijo ravno to, da bi moral učitelj biti mentor, ki bi usmerjal dijaka, da pride do cilja. Ali vam Zasavje in šola, na kateri poučujete, ponujata dovolj, da uresničujete svoje poslanstvo? Ja, zagotovo dovolj, še več. Navsezadnje od svojih začetkov sem imel vedno podporo, še vedno jo imam. Sicer pa mislim, da tisto, kar dejansko pri svojem učiteljevanju upoštevam, so moje korenine, ta zasavska trma, mogoče želja po revoluciji, ne tako konkretni, kot so v medijih ali pa kot je zgodovina pokazala, ampak predvsem to, da si upamo. In kot že rečeno, Zasavje ima ogromno dobrih učiteljev in smo posebni, pa hkrati kvalitetni. Torej se čez 5-10 let vidite še vedno v Zasavju? Ja, zagotovo. Hvala lepa za ta klepet, pogovor in iskrene čestitke za nominacijo. Hvala.
Tretja nominiranka za Zasavko leta po abecedi je dr. Špela Režun, ki je v letu 2023 premikala meje kot direktorica VDC Zasavje in predsednica sekcije direktorjev skupnosti slovenskih varstveno-delovnih centrov. S svojim neumornim delom vpliva na odnose na različnih področjih in lepša življenje številnih Zasavcev, ki pri svojem življenju rabijo pomoč. Kot direktorica VDC Zasavje je uvedla sistem kakovosti, ki ga stalno posodabljajo. Urejala bivanje odraslim osebam z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Uvajala novosti pri dnevnem in institucionalnem varstvu, omogočila fizioterapevtsko obravnavo. V letu 2023 so uspešno izvedli investicijo v samooskrbo z električno energijo in kupili stanovanje v novo zgrajenem bloku, saj so bile kapacitete bivanja v okviru VDC povsem zasedene. Veliko uspehov dosega pri povezovanju z različnimi deležniki in širitvi vključujoče zasavske družbe za vse. Z njo se bo pogovarjala novinarka Sabina Lokar. Dr. Špela Režun, lepo pozdravljeni. Vaša zavezanost k izboljšanju življenja ljudi, ki potrebujejo pomoč, je resnično navdihujoča. Pa vsi vemo, da do tega, kar smo ravno slišali, zagotovo ni lahko priti. Kaj vas osebno motivira in vam je tudi vam v navdih, da se vedno znova trudite premikati te meje? En lep pozdrav vsem skupaj. Enostavno se čutim, da če smo na svet prišli vsi kot ljudje, da si zaslužimo živeti kot ljudje. In napisanih je veliko besed, dejanj pa nažalost še ni toliko, kot bi si želeli. In sama verjamem, da človek ima pravico, da uresničuje vse svoje potrebe in če tega ne zmore sam, ima pravico do tega, če živimo v dobri, vključujoči družbi, da ga pri tem podprejo drugi ljudje. Ne trudite pa se samo za boljše življenje v Zasavju, temveč za pozitivne spremembe na nacionalni ravni. Kako dobro ali pa morda tudi slabo nam gre pri tem sprejemanju drugačnosti? Morda smo tudi po tem času korona krize malce dobili občutek, da se ljudje odmikamo drug od drugega, da vsak raje poskrbi za svoj kotiček. Kako vi doživljate to mogoče spremembo družbe? Ja, nekaj najbolj osnovnega, to, da smo ljudje med sabo povezani, ker kot posamezniki ne moremo preživeti, je toliko spregledan v tem kapitalističnem času, da ko pogledam na vso to delovanje, mi je tako res pomembno, da na koncu smo v končni fazi tudi sistem, družba zasavska, moram reči, da je v tem cajtu res v 40 letih, ko kar se VDC razvija, se je spremenila, vendar pa sistem na žalost ne sledi temu, kar je nujno, da denar sledi potrebam uporabnika, ne pa vsem drugim okrog njega, to je inštitucijam, ne vem, da ne bomo se po vrst naštevala in koga s tem prizadela, sam dejansko osnova je, da če bi država imela transparentno vizijo, kjerakoli politika bi do tega prišla, bi jo spoštovala, bi mi v parih letih prišli na sistem, kjer bi teh naših cirka 8000 ljudi v Sloveniji lahko vključujoče živeli in to vsi pravično, ne pa tako, ko so zdaj po 4 zakonih razlike tudi 1 do 12 v samem financiranju njihovih potreb. Verjamem pa, da ne boste odnehali. Kakšni so vaši cilji, vizije za naprej? Ja, v letošnjem letu želim še naprej poudarjati, ker sem dobila pogum letos na mednarodni konferenci v Barceloni, kjer so bili tudi z Evropske komisije, da to enostavno ni za spregledati in bojo tudi njihove strani, jaz sem tudi na oba ministrstva te stvari preko skupnosti
poudarila sam, pač smo sociala, 8000 ljudi brez volilne pravice, ki se jim je v tem tednu vrnila. Tako da to je pa tudi pomembno poudariti, tako da bi se zahvalila tudi županu Matjažu Švaganu, ko je leta 2022 podprl polfinale Miss Slovenije v Zagorski dvorani in so lahko vsi uporabniki VDC-jev simbolično glasovali v polfinalu Miss Slovenije, potem so pa naprej še 3 nevladne organizacije peljale akcijo, volilna pravica je vrnjena, mislim, marsikdo se sprašuje, kaj pa bo to, ne, sam se, a mi vemo, ko gremo voliti ali prav volimo. Špela, mislim, da ste zelo dobro že opisali situacijo, pa vseeno me zanima, kakšen svet si želite recimo za svoje otroke, kakšen vtis še želite pustiti? Za svoje 3 hčerke si sam to želim, da bi najdle smisel v življenju in počele tisto, kar imajo rade, predvsem pa vplivala na to, kar lahko za dobro, vključujočo družbo, kar le v taki nam je vsem lepo na koncu živeti. Najlepša hvala. Še priznanje. Tretji nominiranec za Zasavca leta po abecedi je Primož Zelenšek, soustanovitelj in direktor podjetja Chipolo. V letu 2023 je prejel priznanje Mladi menedžer leta, ki ga podeljuje društvo Menedžer. Leta 2014 je prevzel mesto direktorja podjetja Chipolo. Ustanovitelji so svojo podjetniško zgodbo leta 2013 začeli z uspešno Kickstarter kampanjo. Na trg so vstopili s pametnimi obeski za ključe, ki na preprost način poiščejo založene ključe ali telefon. Njihovo največje tržišče, kjer ustvarijo polovico prihodkov, sta ZDA in Kanada. Na trgu Evropske unije pa ustvarijo 40% delež prodaje. V letu 2023 so uspeli prodreti v 3 največje ameriške verige, Best Buy, InMotion in Apple. Prihodki slovenske družbe so v letu 2022 presegli 7,5 milijonov evrov. Skupaj z ameriško izpostavo so se približali 10 milijonom evrov. Z njim se je pogovarjala novinarka Sabina Lokar. Ker se nam Primož Zelenšek danes ni mogel pridružiti, pogovor objavljamo v videoposnetku. V menedžersko funkcijo ste nekako vstopili kot diplomant elektrotehnike. Kako ste zajadrali v ta svet? Ste si predstavljali, da bo nekoč takšna uspešna zgodba? Vsi ustanovitelji po duši smo, nekako izhajamo iz te, bom rekel, inženirske stroke in seveda nam je prvo, kar nekako nam je bilo najbližje, seveda so nam bili produkti in pa sam razvoj, tako da vse ostalo, kar se tiče prodajnih veščin in drugih veščin, kot je recimo vodenje, to je pa nekako raslo in nastajalo v zadnjih 10 letih. So vam pri tem bile v pomoč kakšne vrednote, kakšne veščine, ki ste se jih priučili, mogoče prav zaradi odraščanja v tem zasavskem okolju? Kako je to vplivalo na vašo profesionalno, recimo, rast? Ja, zagotovo nam, bom rekel, ta okolje je dal veliko, ne. Jaz bi rekel, v osnovi to neko, bom rekel, zagriženost oziroma res trud in pa neke želje po nekih spremembah, ker smo mi štartali, pa to je že več kot 10 let nazaj, takrat je bila situacija in slika dejansko gospodarstvena še bistveno slabša, kot je danes, čeprav za danes mislim, da se konkretno izboljšuje. Tako da takrat je bilo pač
nisem imel veliko možnosti in ena izmed takih je bila, da si pač šel in naredil nekaj sam. In to je bilo, sigurno ta okolje je bilo ena izmed tistih, ki nam je pomagal, da smo pač šli, da smo razmišljali in pač naredili nek svoj izdelek in ga poskušali pač ponuditi uporabnikom. Kakšna je vaša vizija za prihodnost Zasavja, mogoče tudi v povezavi s trajnostjo? Nimamo preveč zelene zgodovine, če se lahko tako izrazim, ampak skupaj z vami, visokotehnološkimi podjetji, ki ste začeli neko novo zgodbo Zasavja, v kakšno smer vi vidite, da lahko peljete to zgodbo? Jaz mislim, da se Zasavje razvija v neko pravo smer, zagotovo je tukaj, so naši sosedje, Devesov, tisti, ki najhitreje se prav potiskajo to zgodbo naprej, pa nisem Devesov, jaz bi lahko sigurno omenil še marsikatero drugo podjetje, ki se zelo dobro prilagaja se prav trgu in išče se prav neke inovativne se prav možnosti, posledično to konkretno pač izboljšuje se prav našo kvaliteto življenja v teh dolinah. Tako da dolgoročno sem zelo močen optimist. Jaz verjamem, da z visokotehnološkim pristopom bomo nekako uspeli in bili uspešni se prav na trgu in se prav s tem dobili več posla in več se prav nekih prihodkov, katere bomo potem lahko vlagali nazaj v razvoj in seveda v razvoj ljudi, kateri so na koncu ključni. Tako da ja, doline se spreminjajo, bo pa zagotovo za to potreben še kar veliko časa, kajti del zgodovine se enostavno ne da pozabiti in tudi določena infrastruktura se mora enostavno še temu prilagoditi. Kje bo Chipolo čez 10, 15, 20 in nadaljnjih toliko let? Ja, jaz mislim, da bo fizično še vedno tu, lociran z headquarterjem v Trbovljah. Zdaj, kaj vse bo počel čez 10, 15, 20 let, to težko se prav napovem. Na oder pa vabimo še predstavnico podjetja Chipolo, Ajdo Kopošar, da prevzame nominacijo za Zasavca leta. Ja, takole, po predstavitvah in pogovorih je spet čas za glasbo. Trboveljski godbeniki so pripravili še nekaj glasbenih poslastic. Uživajmo v čudoviti glasbi godbe, ki je lani praznovala 120 let izjemno uspešnega delovanja. Prosim, godbeniki, izvolite, dirigent Jože Kotar, oder je vaš.
Lani je bilo za celo Slovenijo izjemno zahtevno leto. Predvsem zaradi poplav, ki so jeseni prizadele znaten del naše lepe domovine. V Zasavju smo jo k sreči dobro odnesli. Smo se pa odzvali in priskočili na pomoč tistim, ki so bili pomoči potrebni. Gasilci in prostovoljci so pomagali čistiti posledice poplav, ljudje so darovali različno opremo, oblačila. Zasavci smo odprli vrata tistim, ki so potovali skozi Slovenijo, pa zaradi zaprtih cest ostali ujeti sredi naše države. V Savusu pa so aktivirali Juretov sklad v sodelovanju z Rdečim križem Trbovlje ter gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje so pomagali družini v Lučah. Ob tem so se spisale lepe zgodbe. Na oder vabim gonilno silo Juretovega sklada in direktorja Savusa Marka Planinca. Lep dober večer še v mojem imenu. Naj najprej povem, da ko sem slišal današnje nominirance, sem še bolj prepričan, da smo se pravilno odločili in izbrali ljudi, ki res veliko pomenijo in za Zasavje, Slovenijo in tudi v svetu. Iskrene čestitke tudi v mojem imenu za nominacije. Zdaj pa gremo na zgodbo, ki je lani v bistvu naredila srca malo bolj topla. Mi smo se odločili, da aktiviramo Juretov sklad in ker so iz Zgornje Savinjske doline, iz Luč, prihajali na naše prireditve Jamatlon kar že nekaj let, kar nekaj ekip, smo se pokontaktirali in prosili naj najdejo eno družino, takšno, ki ponavadi pade skozi, ki ni deležna tistih pomoči, ki jih dajejo institucije. In moram reči, da je bil lep odziv, da so ljudje odprli svoja srca in denarnice in družini Marije Planinšek iz Luč, Snežilki na osnovni šoli, tamkajšnji, smo pomagali in malo po novem letu nam je poslala fotografije, da so ji zmontirali novo kuhinjo in pripeljali novo sedežno garnituro, ki smo jo kupili Zasavci. Vem, da velika večina ljudi tule v dvorani ima svoj avto, v družini verjetno tudi več avtomobilov. Ne vem pa, koliko od vas bi jih bilo pripravljenih ta avto nekomu podariti. Vem pa za enega tu v dvorani, ki je to naredil. Podaril je avto Mariji Planinšek, ženski, ki jim je voda odnesla 2 avtomobila izpred hiše. Ne samo to, dal je zraven še prikolico za avto, ker je rekel, če že ima avto, verjetno bo zdajle kaj več vozil sem pa tja in bo rabil še prikolico. In mi smo se odločili v Akademiji Zasavc leta, da temu človeku podarimo oziroma damo posebno priznanje, tudi zaradi tega, da nekako simbolično se zahvalimo vsem Zasavkam in Zasavcem, ki so lani pomagali na takšen in drugačen način ljudem, ki so bili pomoči potrebne. In veliko čast mi je, da lahko na oder povabim gospoda Edvarda Rajha. Prosim. Dober večer. Bom
predal mikrofon. Gospod Edvard, zakaj ste se odločili, da podarite avto tej družini? Ja, to je pa kar ena zgodba. Jaz sem imel rad avto, ne? Pa tudi ga izkoriščal pa tako, ne? Hitro vozil pa tako naprej. Ni bilo prav, ne? No, to se je pa potem zgodilo nekaj, da sem eno bolezen vasil, okužbo, ki mi je pokvarila oči, armeno pego. Gre za trihinelozo, to je ena taka zlobna živalca, pa mi je makole pokvarila. Potem sem pa malo vid zgubil, pa nisem več vozniškega dovoljenja dobil. Ja, potem je pa tako ostalo, ne. No, potem so se pa doma zmenili, kaj če imamo 2 avtomobila, jaz ne bom več vozil, pa je bilo to, bom pa prodali karkoli, ne. No, potem je pa prišla poplava, hopa, tole pa ljudje bojo ponudili avto za moj avto, no, to je Elantra, pa v 17. letu je bila, ne. Ampak ohranjena kot... Ja, no, jaz sem strojnik, ne. No, potem sem pa jaz prvo ponudil tole Caritasu, pa so se malo počas nosili, je pa moja snaha pa med tem srečala tega gospoda tu, ne. No, potem smo se pa tole zmenili, ne, pa smo dali avto. Sej, če pomislite, 17 let star, ne bi ne vem kaj za njega dobili, tako da to ni bil tak problem, ne. Drugač pa 91-500 km, tako da to bojo lahko še nekaj 100 000 km napravili, pa ga ne bojo uničili, ne. Najlepša hvala za to res lepo dejanje in dovolite, da vam v imenu Akademije Zasavc predam to posebno priznanje in čestitke. In še to vprašanje, ste letos kaj smučali? Letos pa ne. Ja, sneg, sneg zrihtaj. Ja. Ja. Lani pa ste? Lani sem bil samo enkrat, potem sem pa skupil tole, pa... Pa ni šlo? Ja, pa ni šlo več. Star ste pa? Ne upam povedati, no pa vseeno. Tu se... Enih par skupaj, da je bili tukaj star kot sem jaz, ne. 93 sem začel tamle oktobra. Hvala lepa in iskrene čestitke še enkrat. Se bo. Zdaj imam pa še eno prijetno dolžnost. Aha, v redu. Drugič pa zbirajte rajše mlajše, da se bojo dolg časa hvalili potem s tem. Meni pa ne vem, kako mi je še kaj tam do konca. Hvala lepa, Edvard Rajh. Zdaj imam pa še eno takšno nedolžnost, eno priliko, da en star greh popravim. Pisalo se leto 1993, tule nekaj obrazov v tele godbi je, ki je takrat igralo in osvojilo zlato medaljo na tekmovanju svetovnem v Kerkradiju na Nizozemskem. Lahko ostanete tisti, ki ste bili v Kerkradiju leta 1993. 93. Joško, kar prid bližji. Ja, poglejte, 30 let nazaj in takrat sem jaz bil v Kerkradiju zgodbo kot takratni urednik Zasavca, časopisa, ki smo ga izdajali, bil je tednik, če se kdo spomni. In posnel sem
kup fotografij. In te fotografije sem našel prejšnji teden v eni škatli doma, malo zaprašeni. Zraven je bil listek, fotografije so številčene, mislim, da jih je več kot 150, fantje, nič se bat, nekaj sem jih umaknil. Ja. Bilo jih je več kot 150, označen je zraven bil listek in je pisal pri vsaki številki koliko komadov, se pravi, po moje sem malo zamočil, ker so jih naročili, pa ne dobili. Ampak v tej škatli so zdaj zbrane vse te fotografije, tisti, ki ste bili zraven, so te lahko našli na njih. Umaknil sem pa nekaj fotografij, tam so bile te filipinske plesavke, pa to, vse veste, ne. Tako da, ja. Moram reči, da nekateri obrazi so še čisto prepoznavni tudi danes, le malo bolj rahlo sivi so. Takrat je godba igrala pod vodstvom dirigenta Vuja, Alojza Zupana, vodil je pa nekdo, ki sem ga srečal prej tukaj in še vedno igra, predsednik godbe je bil takrat Teo Forte, ne? Teo. Današnji predsednik Gal Kukovič je bil takrat star 6 let. Bom pa tole predal kar Jožetu Kotarju, dirigentu, ki je tudi na teh fotografijah, z eno punco se drži okrog vrata, pa ne vem, Jože, ali ste že bila par takrat ali ne, ampak danes je njegova žena tule v dvorani in to je to. Se moramo še slikati. Hvala lepa in takrat sem spoznal, da godba ni samo godba, tisto, kar poznamo iz kakšnih nastopov na cestah in tako naprej. Takrat sem spoznal, da je godba lahko tudi muzika, ki je izjemna za ušesa, da lahko godba igra mehko in trbovska godba še danes igra mehko. In takrat sem slišal en komad, oziroma večkrat sem ga slišal, ki so ga igrali in sem Jožeta prosil, če ga lahko zaigrajo tudi danes. In bomo videli, če še vedno zaigrajo tako dobro, kot so ta komad igrali pred 30 leti. Hora staccato in delavska godba Trbovlje.
Spoštovane Zasavke in Zasavci, med nami z veseljem pozdravljamo človeka, ki se trudi biti Zasavc že krepko več kot 3 desetletja. Leta 2022 je bil prejemnik Ježkove nagrade za življenjsko delo. Je umetnik, človek z velikim srcem, odličen pesnik in glasbenik, frontman skupine Orlek, Prekmurec v Zasavju. In ja, lahko bi mu že rekli Zasavc. Še posebej, ker ste ga člani Akademije Zasavc leta izbrali za Zasavca leta 2022. V čast nam je, da je Vlado Poredoš danes z nami in ga, spoštovano občinstvo, lahko povabim na oder, da pove kakšno o Zasavju, Zasavkah in Zasavcih. Vlado, lepo prosim. Super. Takole je zdaj. Upam, da bom imel daljši govor, kot moj župan. 17 listov imam. Lahko tudi čik pauze naredimo, tako da ni problema. Ni problema. V glavnem takole je. Dragi Zasavci, oziroma dragi rojaki, mislim, da že po 42 letih vam to lahko rečem. Po 42 letih, ki živim med vami, z vsem, kar je bilo, lahko rečem. Takole, veste kaj, ponavadi začnejo govore po svetu takole. Američani začnejo s kako šalo, joke, pa tako naprej. Nemci so klasiki, oni to z definicijo, Slovenci smo pa nekaj drugega. Slovenci pa z opravičevanjem. Ja, se opravičuje, ampak jaz se nočem opravičeval, veste. Jaz nimam treme, nimam nič, sicer raje bi pel, ampak se bojim, da boste šli ven. Ne. Pa tudi Marko Planinc je rekel, posluš Vlado, dej, ne, posluš, ne pet. Govor, kar češ, ampak ne pet. Tako, no vse kaj v redu, Marko, to ni noben problem, tako naprej. In evo ga, to je to. Pa še predno sploh začnem tole, kar imam, teh 17 listov, bi rad stopil še v bran mojemu prijatelju Iztoku Kovaču. Glede prej me je zelo spodbudilo tisto, ki se govori o goloti. Zdaj pa bom nekaj drugega povedal. Kakšen smo prišli na svet? Nagi. Brez brzostrelk. Ja, a je tako? Ne? To je to. Zakaj ne vem, zakaj bi se golote sramovali pa sem paket. To je čisto normalno zadeva. Tako, zdaj pa začnemo. Od 17 listov, Jezus Marija, če boste hoteli me ustavite, pa mi jaz pol, kaže, boste šli, ne. V glavnem, evo ga, takole je. Letos sem zelo vesel in ponosen na odločitev Akademije, ki je uvedla kategorijo Zasavc leta in Zasavko leta. Popolnoma pravilno, kajti to prispeva k izenačitvi spolov in mislim, da se tudi zasavske ženske zaslužijo popolnoma enakovredno priznanje za svoje delo v različnih panogah, kaj je tudi seveda opazno. Lani sem prijel priznanje za Zasavca leta, v Prekmurju to nisem mogli verjeti, tako je, ja, kaj češ ne. In se hvaležen in ponosen, da ste opazili moje dosedanje delo, vendar moram na tem mestu tudi povedati, da tudi ostali kandidati, ki so bili lani noter, ki so bili nominirani, prav ničemer ne zastaje za mano. Tudi oni so velik počat pri delu pustili, katerega upravljajo. Pa še nekaj vam povem, da tudi prejšnji kandidati, prejšnjih let, so še vedno aktivni na svojih področjih, kar je pohvala vredno. Ko sem pregledoval letošnji izbor, sem opazil, da je spekter kandidatov in kandidat zelo pester. Obsega raznolik izbor družbenega, poslovnega delovanja, od kulture, športa, izobraževanja, kar je sploh temelj, pa do različnih gospodarskih dejavnosti, če hočete po domače, kšeftov. Tako, to je to. Opažam pa tudi, da je turizem začel v zadnjem času delati odločne se korake. To one gospe, ki so odzadaj tam noter, ki so bile na sejmu Alpe Adrie, vejo dobro. Takole, mislim, jaz pravkar prihajam tam z sejma Alpe Adrie, kjer je letos prvič enotno predstavlja se Zasavje kot regija. Madonna,
A veste, kaj je to? To je tisto, kar sem sanjal dobesedno vseh teh 40 let. Vseh 40 let. Pravim, pohvalno in da se enotnost regije, da bi se še ta enotnost regije preselila še tudi na druga področja, ker imamo idealne pogoje. Pa tudi v Ljubljani nas spol ne bojo več imeli radi, veste? Za nas imajo radi, se kregajo, kar zmenite se med sabo, ne? Ja, no, to je tako je, ne? Dobro veste, kako je, ne? Tako, ne? Zdaj pa takole. Vedite, da smo enotni v slogi, se pravi, da se v slogi dajo premikati, če malo karikiram, tudi gore. Naj ponazorim primer, kako je Džingiš Kan od 12. stoletja, se pravi na prehodu z 12. v 13. stoletje, kako je pokazal mongolskim plemenom, kaj to pomeni sloga, kaj je to, kaj je že složnost se pravi naroda. Veste, kaj je naredil? On je šel, pa je vsakmu temu poglavarju dal eno puščice. Pa mi je dal tiste puščice, pravi se pozlomte. Gledali, smejali, 1, 2, 3 še zlomi. Ampak potem je šel, pa je dal cel šop puščice. Zdaj pa to zlomte, pa ni šlo. A vidite, to je to, gledajte, na čist enostaven način jim je povedal, kaj to pomeni sloga. In to glih tisto, kar pogrešam, in to bi tudi jaz zelo rad, da se to v Zasavju naprej dela. Enkratno priložnost imamo, da se vse te občine zberejo in enostavno stopijo skup na vseh področjih. Ne samo, zdaj se pravi, turizem je prva lastovka, ampak bo šlo, veste, bo šlo naprej. Tako, zdaj pa, veste kaj, zdaj pa še nekaj drugega. Najprej ste opazili, da je Zasavje ena najbolj, kot se sedaj moderno reče, multikulti regije v Sloveniji. Sem so se v vseh teh letih zgrnile različne skupine ljudi, različnih kultur, verskih in političnih prepričanj. In prav vse so najdele prostor pod soncem. Zasavje je vse sprejelo in jim dalo možnost razvoja. Vso to možnico ljudi, različnih interesov je vezala ena in edina enotna stvar. To je knapovska solidarnost. Brez tega, dragi moji, ni nič. In to je tisto, kar nas druži. Pa čeprav, veste, zdaj so vse rudnike zaprli, kaj češ, ne može. Ampak naj to ustane in naj to živi naprej. Ni 17. Veste kaj, zdaj pa na konec vam bom prebral še eno pesem od mojega pokojnega komerata Nandeta Razborška, ki je že davnega leta čas nazaj spoznal in upeval tole rudarsko solidarnost, rudarski pozdrav, evo ga, zdaj vam bom prebral, kako to gre, boste videli. Nanda Razboršek, rudarjo pozdrav. Poldej odhajal z občnega zbora v našem delavskem domu po stopnicah navzdol. Tam za Gorico je rdela zora. Imel razbraznjen obraz, rudarski korak in židane volje. Pri izhodu se je ustavil in svojega komarada z juga s poljubom pozdravil in odprto dejal. Hamdija, ti si naš človek in ne bi te dal za vse bogatstvo tega sveta. No to je šel, hripavo zapel, moral sem reči, nisem zdržal. Da, to je tisto bratstvo, tisto sanjavo bratstvo, ki ga skupni napor in nevelike besede na 6. obzorju v jami kot reže sklo. To je to. No, zdaj pa še za na konec, ne, od 17 teh, ne, tako, naj končam svoj govor, ne, mogoče malo nenavadno, ampak takole, veste, zakaj bi mogli zmeraj biti isto, ne, takole, naj končam govor z mislijo enega starega grškega filozofa, ki je dejal naslednje, veste, to se pa zapomnite. Vse je smiselno, samo hoteti je treba. Srečno! Hvala lepa Zasavcu leta 2022, Vladu Poredošu, za tale prijeten in zelo poseben nagovor. Še enkrat ga bom kasneje povabila na oder. Spoštovane in spoštovani,
Čas je, da pade odločitev. O njej so odločali člani akademije, v katero je uredništvo Zasavskega tednika povabilo ljudi, ki so povezani z Zasavjem in ga uspešno predstavljajo na različnih področjih. Izbirali so med 3 nominirankami in 3 nominiranci, ki smo jih danes še malo bolje spoznali. Proglasitev ni tekma. Vsi, ki so nominirani, si zaslužijo ta naziv. O dobitnici in dobitniku so odločili glasovi, ki smo jih prejeli v naše uredništvo. Na vse nominirance smo upravičeno ponosni, kot smo lahko ponosni na vse Zasavke in Zasavce, ki tako ali drugače premikajo meje, velike pa tudi majhne, včasih v življenju ljudi še bolj pomembne. Prosim dr. Mašo Jazbec, ki je edina doslej v moški družbi prejela naziv Zasavke leta in predsednika Akademije Zasavc leta Vinka Žagarja, da razglasita dobitnico priznanja Zasavka leta 2023. Prvo iskrene čestitke vsem nominirankam in nominirancem tudi z moje strani. Res ste izjemni, hvala, ker ste in hvala, da počnete to, kar počnete. Sedaj pa, spoštovane dame, cenjeni gospodje, z veseljem sporočamo, da je Zasavka leta 2023 dr. Špela Režun. Sedaj pa prosim še lanskoletnega dobitnika Zasavca leta, Vlada Poredoša, da skupaj s predsednikom Akademije Zasavc leta, Vinkom Žagarjem, razglasita dobitnika priznanja Zasavc leta 2023. Oskarji, ko Oskarji, ja, mislim, zdaj, pa prišel gor, pa se bo zahvalil mami, pa žlahti, pa teti, pa vrag se ga vedi komu vse, ne, ja. Upam, da res. Torej, Zasavc leta, malo heca mora biti to, da boste vedeli, ne. Zakaj bi bili zmeraj dobesedno resni, najbolj resni. Zasavc leta, spoštovane dame, cenjeni gospodje, z veseljem sporočamo, da je Zasavc leta 2023 dr. Uroš Ucek. Mislim, da popolnoma upravičeno. Zdaj pa na oder vabim še seveda Zasavko leta, gospod Špelo, in pa seveda Zasavca in ju lepo prosim, da nam spregovorita.
Se pravi, govoriti. Okay. Ja, nisem si pripravljala nič. Najprej čestitke vsem, ko smo bili pač nominirani, pa tudi v dvorani še marsikdo, ko bi si zaslužil ta naziv. Hvala, bom rekla, moja ekipa VDC Zasavje, zaposleni uporabniki, ki vas je tudi danes veliko dvoran, malo netipičen za javni sektor, sem takšni pač smo Zasavci tudi v javnem sektorju. Tako da danes gleda je prišla od spredi ta inovativnost, povezanost, da se tudi na tem področju da. Hvala moji družini, pač imam najboljšo družino, vsem imam najboljš iz mojega vidika, tako da zastopam tudi zdaj našega župana, tako da 18 let že delam v Zagorju, zdaj že 9 let živim, tako da nekako se tega pol navadiš, pa nalezeš, ja, tako da samo vsak iz svojega vidika to gleda. Mogoče še nekaj v jajcih, danes je svetovni dan palačink. Ja, zadnjič sem napisala, ker v enem mesecu sem zdajle prišla res iz enega trna do zvest, pač ne znam po jajcih hoditi, marsikiro trhlo pa pobarvano se vmes razbije. Sam jaz verjamem, da če znamo prepoznavati pristne ljudi, z njimi sodelovati, se povezovati, so to neka trdna partnerstva, ki pripeljejo do enega uspeha in za mene je uspeh v Zasavju, ko bo vsak naš uporabnik lahko vključen in živel, zaplesal svoj ples življenja, tako kot si on želi, ne tako kot si želijo svojci, tako kot si želimo strokovni delavci in to jim lahko omogočimo vsem skupaj. In jaz verjamem, da je Zasavje korak pred vsemi, pravijo mi tudi kolegice pa kolegi direktorji, ja, vidim, za unimi hribi ste vsi povezani. Ja, tako nas gledajo, tako da dajmo res tako biti. Tako da hvala vsem. Hvala. Torej, da ne pozabim, najprej hvala mami in očetu. Zdaj mami dobil sem še eno glaženo, ker pač dobivam par nagrad, vedno dobim nekaj stekla in potem mami reče, spet ta glažena, tako da z očetom bova ojačala police. Hitra anekdota, ko sem mogel v 3. razredu povedati, kaj moj oče pa poklical, sem rekel steklar, ker je v steklarni, v resnici ni steklar. Ampak, ok, res hvala mi zelo veliko pomeni, hvala Akademiji Zasavec leta, da v bistvu gre za neke vrste potrditev, da tudi Zasavje prepozna, sicer pa vedno se trudim, da dijaki imajo maksimalno pri pouku, včasih pa so seveda dobre in slabe zadeve. Sicer pa ja, hvala tudi bratu, kolektivu Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, da me sprejema in mi seveda tudi da svobodo. Hvala dijakom, nekateri celo ste prišli, tudi to mi zelo veliko pomeni. Upam, da niste pozabili na domačo nalogo, da počakate potem na koncu, da se slikamo, ne glede na rezultat, zdaj poznamo rezultat. Sicer pa mogoče ena misel, ki sem jo dal v tem tednu enemu dijaku, ki je potreboval moj nasvet. Včasih se zdi, da ljudje, ki niso posebni, da so mogoče včasih še odrinjeni od družbe, v resnici naredijo velike stvari. In zato se mi zdi pomembno, poslušajte svoje otroke, predvsem govorim starši, vsak dijak, vsak otrok ima svojo zgodbo in če bomo res pomagali in jim prisluhnili, potem bomo skupaj zgradili nekaj dobrega in potem bodo tudi oni se vračali v Zasavje. Zdi se mi pač pomembno, da v Zasavju zgradijo korenine, da se potem vračajo. Hvala še enkrat in srečno. Drage obiskovalke in obiskovalci današnje prireditve, z udeležbo na naši prireditvi ste imeli privilegij, da ste spoznali še nekaj čudovitih ljudi, ki nosijo ime Zasavja širom po naši domovini, Evropi in svetu. Po končani prireditvi ste povabljeni, da se zadržite v naši družbi v neformalnem pogovoru v preddverju gledališke dvorane Delavskega doma Trbovlje. Zasavci se vendarle znamo pogovarjati. Morda pade tudi kakšna dobra ideja.
Po prireditvi pa bo čas tudi za čestitke. Vse dobitnike priznanj in nominirance vabimo, da se po prireditvi še enkrat povzpnejo na oder za skupno fotografijo. Program bomo končali v družbi Delavske godbe Trbovlje pod vodstvom dirigenta Jožeta Kotarja, ki so tako lepo zaokrožili naše druženje. Upam, da vam je bilo v naši družbi prijetno. Vse lepo in uspešno do konca leta 2024. Že od začetka leta se pišejo nove, uspešne zgodbe. In niti najmanj nas ni strah, da ne bo tudi izbor Zasavca leta 2024 postregel z izjemnimi imeni izjemnih Zasavk in Zasavcev. Nasvidenje čez leto dni v Zagorju ob Savi. Srečno!